Za najmočnejše orožje, kar jih je bilo kdaj ustvarjenih, jih je res težko učinkovito uporabljati. Širjenje jedrskega orožja je stalen vir skrbi. Ko to pišem, je trenutna različica politična pripoved, ki v resnici traja že desetletja. Iran razvija jedrsko orožje in slabe stvari se bodo zgodile, če bo država pri tem uspešna. In gotovo bo nadaljna erozija režima neširjenja orožja splošno veljala za slabo stvar. Obstajajo slabe stvari in potem obstajajo še slabše stvari. Osebno si ne bi želel, da bi me vrgli skozi okno v drugem nadstropju. Vendar sem pripravljen narediti veliko več, da zagotovim, da me ne vržejo skozi okno v 10. nadstropju. Prav tako ni dovolj zgolj reči, da je iransko jedrsko orožje slaba stvar. Na praktični ravni bo svet dejansko moral obravnavati posledice, če bomo kdaj prišli do te točke. In na strateški ravni je to vprašanje že pomembno za tekoča pogajanja z Iranom. Če je pridobitev jedrskega orožja strani Irana popolna katastrofa, bi morale Združene države vztrajati pri strožjih ukrepih za uveljavljanje glede iranskega jedrskega programa. Po drugi strani pa, če ni pomembno, ali ima Iran jedrsko orožje, je podaljševanje zaprtja Hormuške ožine neumna ideja. Izkazalo se je, da odgovor na vprašanje, katera je prava situacija, ni tako preprost. Da, jedrsko orožje je izjemno močno, vendar je njegova uporaba in verodostojna grožnja z njegovo uporabo težja, kot se sprva zdi. In če poskušamo združiti njihove učinke, nastane problem, kjer zaradi dreves težko vidimo gozd. Torej, na današnjem dnevnem redu bomo razpravljali o 3 vidikih jedrske strategije. Prvi je prisila, ideja, da lahko z grožnjo uporabe jedrskega orožja prisilite nasprotnike, da sprejmejo ukrepe, ki jih sicer ne bi. To je lažje reči kot storiti. Drugi je odvračanje, ideja, da lahko z grožnjo uporabe jedrskega orožja preprečite nasprotnikom, da bi sprejeli ukrepe, o katerih razmišljajo. To je veliko lažje doseči, kar krepi prepričanje, da jedrsko orožje utrjuje obstoječe stanje. A potem bomo zaključili z velikim preobratom. Na posreden način omogoča enostavnost jedrskega odvračanja državam, da uspešno postavljajo prepričljive grožnje. Nenavadno je, da ni neposredna grožnja z uporabo jedrskega orožja tista, ki naredi strategijo učinkovito. Pravzaprav so to jedrska orožja tista, ki državam dajejo večje zaupanje za uporabo konvencionalnega orožja. In prav to je tisto, kar prinaša strateške koristi. In prav tu se pojavijo tudi večje težave z Iranom. Začnimo pa z osnovno idejo jedrske prisile. Z tega vidika so jedrsko orožje preprosto kot drugo orožje, le večje. Če vas skrbi, da vam bo nekdo vrgel ročno bombo, če se ne boste uklonili njegovim zahtevam, potem vas mora še bolj skrbeti, da vam bo poslal jedrsko orožje. In vredno je omeniti, da jedrsko orožje niso le tiste velike bombe, ki jih vidite v filmih in uničijo cela mesta. Obstaja tudi razred imenovan taktično jedrsko orožje, ki je običajno manjše in je po definiciji namenjeno napadanju vojaških ciljev. Ti cilji so lahko precej veliki, na primer vojaška baza, ali pa zelo natančni, kot je kolona sovražnikovih vojakov. Taktično jedrsko orožje opravlja iste naloge kot konvencionalno orožje, vendar je lahko učinkovitejše pri uničevanju. Teorija jedrske prisile sega v dan, ko se je svet prvič seznanil z jedrskim orožjem. V kratkem času so Združene države Amerike bombardirale Hirošimo in Nagasaki. Ni trajalo dolgo, da je Japonska kapitulirala. Zdaj se zgodovinarji prepirajo o tem, koliko so atomski napadi dejansko prispevali k odločitvi Japonske. Združene države so z ognjenimi bombami uničile tudi druga japonska mesta v podobnem obsegu, čeprav z veliko več truda kot z uporabo ene same naprave. Japonska je že predtem imela težave, saj je morala omejevati porabo nafte in prizemljiti večino letalstva v času pred bombardiranji. In Sovjetska zveza je z napovedjo vojne Japonski pustila cesarsko vlado brez upanja, da bi katera tretja stran uveljavila bolj zmerno rešitev. Težko pa je trditi, da jedrsko orožje ni bilo pomembno za strateško okolje. Razen tega pa so primeri jasne prisile na srečo redki. V zgodovini ni bilo nobenega drugega primera ofenzivne uporabe jedrskega orožja. Del tega je morda zavajajoč.
Ko stvari v mednarodni diplomaciji delujejo, ti ni treba izrecno izreči grožnje, bi dosegla želeni učinek. Vsi vedo, da imaš jedrsko orožje. Hej, to vključuje tudi tebe, Izrael. In jih že vključujejo v izračune, ki jih delajo. Ne moreš veliko bolj groziti z jedrskim orožjem kot s konvencionalnim, zato izrecne grožnje ne dosežejo veliko. A to ne pomeni, da drugi ignorirajo takšno možnost. Na primer, v vojni v Kargilu je Indija prepričala Pakistan, da umakne neregularne enote iz Kašmirja. Obe državi sta do takrat začeli razvijati svoje zaloge jedrskega orožja, vendar je imela Indija približno 2-krat več bomb. To je prisililo Pakistan, da je previdno pretehtal svoje možnosti, kar je pripomoglo k uspehu Indije pri prisili. Seveda je ta primer zapleten zaradi tega, kako je Pakistan na začetku konflikta tja poslal te enote, kar pomeni, da je Indija poskušala razveljaviti zelo nedavno spremembo statusa quo. Pravzaprav nam ostaja pomanjkanje nadaljnjih jasnih primerov. Spet, vsaj deloma zato, ker bi moralo biti vse to že upoštevano v situaciji, še preden se vojna sploh začne. Situacija v kargilski vojni je bila že mimo točke, kjer bi se morala ustaviti. Osrednja težava pri tej vrsti prisile je, da so jedrsko orožje groba orodja, medtem ko imajo države pogosto bolj natančne cilje. Če se ciljna država ne umakne spornega ozemlja, kaj bo storil agresor? Uporabiti taktično jedrsko orožje za oslabljenje ciljne vojske na tem območju? Seveda, mislim, da bi to doseglo kratkoročni cilj. No, dobro opravljeno. Zdaj je to dragoceno območje radioaktivno onesnaženo. Samo opozorilo za vsakogar v Moskvi ali Pekingu, ki razmišlja o uporabi te strategije v Ukrajini oziroma na Tajvanu. Če taktično jedrsko orožje ne bo pomagalo, kaj pa strateško jedrsko orožje? Seveda, to bi lahko povzročilo še več škode, tokrat na območju, ki ga agresor ne želi osvojiti. Ampak kaj bo agresor naredil? Bo z jedrsko bombo napadel prestolnico cilja? Tudi običajne strateške bombne kampanje imajo tukaj slabe rezultate. Če želi cilj resnično ohraniti nadzor nad spornim ozemljem, izguba glavnega mesta ne prepreči neposredno, da bi cilj še vedno zasedal sporno ozemlje. In to ima pomembne pomanjkljivosti. Če je agresor prav tako država z jedrskim orožjem, bi se lahko cilj znašel v jedrski izmenjavi. Upoštevajte, da je to pravzaprav argument v prid jedrskemu orožju, saj je izničiti nasprotnikovo prisilno jedrsko zmogljivost zelo koristno. Toda nejedrske tarče se lahko še vedno oprejo jedrskim grožnjam agresorjev. Pomislite na različne jedrske grožnje Rusije uperjene proti Ukrajini. Kijev jih je večinoma ignoriral in zaradi tega ni bil kaznovan. Glavni razlog je, da Kremelj potrebuje gospodarsko podporo Indije in Kitajske, da lahko vzdržuje preostanek vojnega napora. In nobena od teh držav noče živeti v svetu, kjer so jedrsko orožje običajen del vojskovanja. Seveda imata obe državi tudi jedrsko orožje, vendar se zavedata, da jedrsko orožje povzroča negativne zunanje učinke za druge. Zato želita uporabiti svojo gospodarsko moč, da prepričata druge, naj ne uporabljajo jedrskega orožja, vsaj ne kar tako, hkrati pa skušata zaščititi svojo lastno možnost uporabe jedrskega orožja za kasneje. Za primerjavo si to predstavljajte kot nekoga, ki vozi avtomobil z veliko porabo goriva, a kljub temu podpira družbene omejitve za vozila na bencinski pogon. Kljub videzu to ni hinavsko. Gre le za to, da se zavedamo, da je lastni vpliv majhen in da so edine resnične rešitve uvedba omejitev za vse. Nazaj k vojskovanju. Položaj Indije in Kitajske Rusiji pušča možnost uporabe jedrskega orožja ali pa ohrani zadnje večje trgovinske partnerje. Kremelj ima raje drugo možnost in tako smo prišli do tega, kjer smo zdaj. Ta logika velja celo za taktično jedrsko orožje, ki predstavlja velik del ruskega arzenala. Ne pozabite, ta orožja večinoma podvajajo vloge, ki jih lahko opravljajo konvencionalna orožja. Zakaj torej ne uporabiti konvencionalnih sredstev in ne tvegati jeze Pekinga? Voditelji so poskušali različne rešitve za ta problem. Ena od teh je ideja grožnje, ki nekaj prepušča naključju. Če vam ne morem verodostojno zagroziti z uporabo jedrskega orožja, se morda lahko namesto tega vključim v nižjo stopnjo stopnjevanja, ki s seboj prinaša tveganje, da bo vse šlo po zlu, kljub našim najboljšim prizadevanjem, da bi to preprečili. Na primer, recimo, da agresor premakne taktično jedrsko orožje na bojišče in sprosti nadzor ter poveljevanje nad njim. To bi moralo biti razlog za zaskrbljenost za tarčo.
Harča morda ve, da voditelj nikoli ne bi odobril uporabe tega orožja, vsaj ne v aktivnem smislu. Možno pa je tudi, da bi kakšen samovoljni poveljnik mislil, da bi bilo zabavno, če bi jih preizkusil. Dalj kot bo kriza trajala, večja je verjetnost, da se bo zgodilo nekaj uničujočega. Posledično si lahko tarča zaželi, da bi prenehala z upiranjem. Enako načelo bi lahko veljalo tudi za uporabo strateškega jedrskega orožja. Vodja bi lahko izdal predhodno odobritev poveljnikom, da takoj izstrelijo o potrditvi jedrskega napada strani nasprotnika na radarju, s čimer bi omilili težave, ki nastanejo o poskusu dekapitacijskega napada. To prinaša tveganje, da bi okvarjena radarska postaja po nesreči povzročila začetek Tretje svetovne vojne. Po drugi strani pa je morda prav to namen. Prenos tega tveganja na nasprotnika ga lahko prisili, da popusti glede političnega vprašanja, ki ga želite doseči. Ključ te strategije z vidika agresorja je v tem, da iz dvojiške uporabe jedrskega orožja ustvari verjetnostni izid. Morda ni mogoče verodostojno groziti z zagotovljeno uporabo bombe, vendar lahko povečate možnost, da bo prišlo do katastrofe za vse, kot način, da pokažete, da ste bolj zavezani zmagi v sporu. Včasih temu pravimo igra z ognjem, ko se dve jedrski sili hkrati spuščata v takšno stopnjevanje. Toda ista logika velja tudi, kadar je vpletena samo ena jedrska država. Drug način, kako poskušati narediti neverjetno grožnjo videti verodostojno, je ta, da druge prepričaš, da si nor. To je teorija norega človeka. Konflikt, ki ga je najbolje preizkusil Richard Nixon v Vietnamu, še posebej v povezavi s tem, da bi Sovjetsko zvezo zadržal izven tega konflikta. Ideja je preprosta. Poskušaš ustvariti iskrenost iz nič. Težava je v tem, da ti morajo drugi verjeti, in prav tam se to običajno podre. Če združimo vse te prepričljive točke glede Irana, bi Teheran res rad nekega dne uporabil jedrsko orožje ali pa vsaj grožnjo z njegovo uporabo, da bi razširil svoj vpliv v regiji. To bi pomenilo prisiliti Združene države, da se umaknejo iz regije, tudi z opustitvijo baz, zlasti okoli Perzijskega zaliva. To bi številne države spravilo v negotovost glede tega, kaj bi se lahko zgodilo naslednje, vendar bi bilo za Iran še vedno precejšen izziv uporabiti jedrsko orožje za dosego teh ciljev. Tudi teorija norega človeka Teheranu ne bi prav veliko pomagala. Zahodni opisi iranske vlade pogosto opisujejo razred mul kot norega. In da, obstaja temeljna razlika v tem, kako Iran gleda na svet, ne le v primerjavi z zahodnimi državami, ampak tudi z drugimi v regiji. Vendar iranska vlada ceni svoj lasten obstoj. Poleg tega pa je odvisna od Kitajske, da kupuje njene izdelke, in denar od teh prodaj je nujen, da Iran sploh lahko normalno deluje. Druga stran jedrskega prisiljevanja je odvračanje. Namesto da bi nasprotnika prisilili k spremembi vedenja, si odvračanje prizadeva, da bi nasprotnika prisililo k ohranjanju obstoječega stanja. In to je v primerjavi veliko lažje, do te mere, da se pogosto kar samo po sebi razume. Zdaj, to je morda na splošno pravi odnos, vendar je tukaj še vedno nekaj podrobnosti. Vzemimo Severno Korejo kot izrazit trenutni primer. Družina Kim je skozi desetletja živce para številnim prestolnicam, včasih celo frustrira svoje najbližje zaveznike. Toda že približno 2 desetletji nihče resno ne razmišlja o tem, da bi poskušal s silo zamenjati režim v tej državi. In eden glavnih razlogov za to je, da ima Severna Koreja dovolj jedrskega orožja, da bi lahko popolnoma uničila svetovno gospodarstvo. Tudi če bi bile Združene države tiste, ki bi napadle, nihče ne more biti prepričan, da bo Severna Koreja izbirala svoje jedrske cilje. Nekaj bomb nad Seulom ali Tokijem bi povzročilo dovolj motenj v svetovnih dobavnih verigah, da bi vsak potrošnik v Ameriki občutil posledice. Če bi ostanki severnokorejske vlade želeli biti še posebej drzni, bi lahko celo napadli Tajpej in s tem pahnili svet v gospodarsko depresijo. Pa pustimo ob strani, da je v regiji veliko ameriških vojaških baz, ki bi jih Pjongjang lahko prav tako izbrisal. To je ključna razlika med jedrsko prisilo in jedrskim odvračanjem. Ko poskušate na lahkoten način prisiliti drugo državo, da opusti neko politično vprašanje, imate veliko za izgubiti. Ko je vaša prestolnica tik pred padcem, vas ne skrbi več, kaj bi lahko tretje strani storile, da bi sankcionirale vašo uporabo jedrskega orožja. Prav tako nihče ne misli, da bo katerakoli vojska kmalu korakala na Moskvo. Enako velja za Washington, London, Pariz, Peking, Novi Delhi ali Islamabad. Pravzaprav nam ta logika pomaga bolje razumeti trenutno obdobje širjenja jedrskega orožja.
Sprva so bile države, ki so razvile jedrsko orožje, skoncentrirane med industrijskimi velesilami. Ker so fiziki po vsem svetu vse bolje razumeli tehnologijo za jedrsko orožje, se je trend raziskovanja jedrskega orožja premaknil k avtokratskim vladam, ki jih zanima varnost režima. Velikost in splošna razvitost države sta postali drugotnega pomena. Poleg Severne Koreje pomislite na države, kot so Irak, Libija, Sirija in Iran. K tej zadnji se bomo vrnili čez trenutek. Zdaj, obseg verodostojne odvračalne grožnje ima svoje meje. Vzemimo na primer Izrael. V svojih začetnih letih se je soočal s stalnimi izzivi strani svojih sosedov glede samega obstoja celotne države. Po pridobitvi jedrskega orožja se grožnje Izraelu niso spremenile. Toda obseg problema se je zagotovo spremenil. Pravzaprav jedrsko orožje ni ustavilo teh nasprotnikov pred vojskovanjem proti Izraelu, kar bi lahko zmanjšalo odvračalno vrednost jedrskega orožja. Vendar pa bitke niso bile več namenjene temu, da bi vkorakali v Jeruzalem in dvignili novo zastavo. Namesto tega so se razvile spore glede obrobnih območij. Na primer, med Jomkipursko vojno se je Sirija osredotočila na Golansko planoto, Egipt pa na Sinajski polotok. Ko je Anwar Sadat leta 1977 obiskal Izrael kot del širšega mirovnega procesa, ga je izraelski podpredsednik vlade vprašal, zakaj Egipt ni poskušal iti dlje. Sadat je odgovoril: imate jedrsko orožje, ali niste slišali? In če ste se kdaj spraševali, zakaj Evropa ali Združene države, vsaj pod upravo Bidna, niso neposredno posredovale v vojni v Ukrajini, se seznam razlogov začne in morda celo konča pri jedrskem orožju. Če bi Srbija, kot hipotetična alternativa, poskušala na tak način napasti Ukrajino, si lahko predstavljate, da bi se to hitro končalo s kupom bomb, ki bi deževale na izvršno oblast države. Ampak če to poskusiš narediti Kremlju, naletiš na težave, kot je, da Varšavo zadene jedrska bomba. To misel si zapomnite za kasneje. Ali pa da bo ta hipotetični scenarij manj abstrakten, kaj če bi država brez jedrskega orožja, kot je Irak, napadla Kuvajt? Pekel nima takšne jeze, kot jo ima George H.W. Bush, ko je prisiljen reči Saddam 20krat na uro. Zdaj, odvračalna sposobnost ni neskončna. Običajno mislimo, da se verodostojnost nanaša le na osrednja območja. Vzemimo za primer Kursk. Ukrajina je leta 2024 napadla to oblast, vendar Rusija, kljub številnim grožnjam, ni dejansko uporabila jedrskega orožja. Čeprav bi to štelo kot odvračalno uporabo, bi moral Kremelj še vedno reševati politične posledice izkoriščanja atoma. Zato države poskušajo biti ustvarjalne s svojimi jedrskimi strategijami. Saj je nameščanje jedrskega orožja primarna metoda za povečanje verodostojnosti jedrskega napada. Če je kup jedrskega orožja nameščenega blizu nadzorne črte, potem poskus vdora na to območje lokalnim poveljnikom predstavlja dilemo: uporabi ali izgubi. Kljub temu na ta način ne moreš zagotoviti verodostojnosti. Kljub temu, da so Združene države Amerike med hladno vojno namestile jedrsko orožje v Evropi, je bila Francija precej skeptična, da bi ZDA tvegale Pittsburgh za zaščito Pariza, zato so se odločili zgraditi lastno jedrsko odvračanje. Če povežemo teorijo odvračanja z Iranom, je to glavna uporabnost, ki jo analitiki pričakujejo v primeru morebitnega širjenja jedrskega orožja v Perziji. Združene države Amerike, na primer, ne bi mogle ponoviti atentata na Ajatolo, ne da bi pri tem tvegale izjemno škodo za preostalo regijo, Izrael, Evropo ali morda nekega dne celo za ameriško ozemlje. Zdaj pa je treba k temu dodati še pomembno opozorilo. Iran je že imel jedrsko možnost brez cepitve atoma. To je bilo zaprtje Hormuške ožine. Jasno je, da ta strategija ni bila nezmotljiva, vendar je bil desetletja učinkovit odvračalni dejavnik. In edina odvračalna korist, ki jo Iran dobi iz jedrskega orožja, so primeri, ki jih jedrsko orožje pokrije, Hormuz pa ne bi mogel. Če pogledamo širše, pridemo do ključne trditve tega videa, tako z vidika splošne jedrske prisile, kot tudi glede tega, kaj bi se lahko zgodilo z Iranom. Uspeh na področju jedrskega odvračanja vodi do uspeha na področju prisile, vendar ne prek jedrske prisile. Ste že zmedeni? Naj razložim. Ključni problem je, da se je vsa ta razprava o prisili in odvračanju doslej osredotočala na trenutke posameznih odločitev, ne pa na širša prisilna pogajanja, v katera se države vključujejo.
Spomnite se, da morajo države pri kriznih pogajanjih doseči dogovore, ki so primerljivi s pričakovanim izidom vojne, z nekaj manevrskega prostora, saj mirovni dogovori prihranijo stroške bojevanja. Če so jedrsko orožje le kot običajno orožje in prispevajo k ofenzivni moči, če tudi so te okoliščine morda omejene, potem že razumemo vrednost jedrskega orožja pri kriznih pogajanjih. Vendar pa obstajajo nekateri, ki verjamejo, da jedrsko orožje nima nobene prisilne vrednosti ali celo nobene običajne vojaške vrednosti. Recimo, da je njihova trditev resnična. Potem bi morda mislili, da se črta pričakovanega izida kot posledica širjenja jedrskega orožja ne premakne. Ampak to ni res. Zapomnite si, to je črta pričakovanega izida, ki odraža vse, kar se lahko zgodi med vojno. In odračanje premika pričakovanja. Da vidite, kaj mislim, si predstavljajte, da bi se vojna lahko končala z enim od treh zelo poenostavljenih izidov. Vojaški poraz ene strani, vojaški poraz druge strani. In pad položaj, ki bi koristi enakomerno razdelil med obe strani. In da stvari še dodatno poenostavimo, si predstavljamo, da je vsak od teh izidov enako verjeten. No, v svetu, kjer nihče nima jedrskega orožja, je pričakovani izid vojne resnično 50-odstotna delitev. Popolna osvojitev ene strani v pričakovanju izniči drugo stran, pad položaj pa je prav tako enakomerna delitev. Zdaj pa si predstavljajte, da je gospod desna stran pravi ubijalec in je razvil jedrski arzenal. Kaj se zgodi, če se zdaj njegova konvencionalna vojska zruši? No, ne bi svetoval njegovemu nasprotniku, naj poskusi marširati na prestolnico desne strani. To bi bil odličen način, da bi nasprotnikova prestolnica doživela jedrski napad. Tako bi po vojaški zmagi lahko dobili mejo, ki izgleda takole, točka, kjer jedrska sila postane neverjetna. Za namene ponazoritve bom uporabil optimalno točko osvajanja kot enako situaciji zastoja. Toda logika še vedno deluje, tudi če bi bila meja začrtana bolj proti vzhodu. V redu, ampak pomisli, kakšen je zdaj povprečen izid vojne. Ni več izenačen. Podvojili smo verjetnost izida, ki se konča na sredini, in izbrisali najslabši možni scenarij za desno stran. Posledično so jedrsko orožje spremenila ravnotežje moči. Pričakovani izid vojne je zdaj tukaj. Če to logiko, ki vodi do tega sklepa, razložimo drugače, je jedrsko orožje neke vrste zavarovanje pred najslabšim mogočim izidom. Lastništvo jedrskega orožja vam zato omogoča, da ste bolj drzni pri svojih zahtevah in bolj sproščeni pri uporabi konvencionalnega orožja. Posledično je statistično gledano bolj verjetno, da se bodo krize za države z jedrskim orožjem končale ugodno in hitreje, čeprav zunaj pacifiške vojne še nikoli nismo opazili uporabe jedrskega orožja. Vendar pa senca uporabe jedrskega orožja narekuje, da so nasprotniki pripravljeni omejiti svoje ekspanzionistične cilje. To tudi pojasnjuje, zakaj se krize končajo hitreje, saj začetni vojaški uspehi nasprotnika ne prerastejo v nekaj večjega. Če se vrnemo k zalivu, jedrski Iran ni le Iran, ki lahko zagotovi preživetje svojega režima. To je tudi Iran, ki se v drugih političnih zadevah počuti manj omejenega, saj se ne sooča z grozečo nevarnostjo spremembe režima, če bi šla vojna zanj slabo. To pomeni veliko bolj aktivno zunanjo politiko znotraj regije na škodo njegovih nasprotnikov. In ponovno, vprašanje o Hormuzu je ključno. Višja kot je verjetnost, da vojna povzroči propad režima, večji je donos jedrskega orožja. Če je iranska zmogljivost v Hormuzu dovolj velika, da odvrne 99% prihodnjih poskusov spremembe režima, je vrednost jedrskega orožja minimalna. Če menite, da bi bila situacija v Hormuzu bolj obvladljiva, če bi nasprotnik vložil ves trud, da bi ga ponovno odprl, bi imelo jedrsko orožje morda veliko večji vpliv. Ali imam odgovor na vprašanje, ali to pomeni, da se je vredno spustiti v vojno, da bi preprečili Iranu razvoj jedrskega orožja? Ne, to je politično vprašanje, ker vključuje resnične gospodarske kompromise. Vendar so to dejavniki, ki jih morate imeti v mislih, ko razmišljate o svojem stališču. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Uporaba jedrskega orožja za prisiljevanje nasprotnikov k nezaželenim dejanjem je težka, vendar je morda mogoča pod določenimi pogoji. Uporaba jedrskega orožja za odvračanje nasprotnikov pa je precej lažja.
Vendar močna jedrska odvračanja omogočajo uporabo konvencionalnih vojaških sil v širšem naboru okoliščin, kar lastnikom jedrskega orožja omogoča, da dajejo prepričljive grožnje, ne da bi se neposredno zatekli k uporabi jedrskega orožja. Naredite s to informacijo, kar želite glede Irana. Medtem pa lahko še naprej razstreljujete bombe znanja, če si ogledate eno od mojih starih predavanj o širjenju jedrskega orožja. Opozorilo: pred vami so PowerPointi iz časa pandemije. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo naslednjič. Pazite nase.